imamo v Sloveniji 27 000 in še nekaj ljudi, kar je, rečemo, mogoče se sliši malo, ampak glede na prebivalstvo, je pa to izjemno veliko. V Evropi sta 2 človeka na 1000 prebivalcev v inštitucijah, pa nas jih je 12. Zdaj, kako je do tega prišlo, se je težko, jaz sem bil frapiran, ker sem, rečemo, pred kakšnim letom, 2 te podatke primerjal, sem vedel že prej, da smo precej institucionalizirana država, ampak kako je do tega prišlo, je tudi si težko razložiti. Lahko postavimo nekatere hipoteze, naprimer, da je majhna država in da moramo nekako se bojimo ljudi in jih moramo čim prej stran spraviti. Lahko pripisujemo k temu, da rečemo, nekako je en del slovenske mentalitete, pa tudi kako je socialno varstvo organizirano, tako da vsak gleda bolj za svoje koristi, kot za neko skupno dobro. Lahko, kljub temu, da smo veliko počeli na tem, da smo imeli gibanja, ki so se borila proti institucionalizaciji, lahko se vprašamo, koliko so bila ta gibanja učinkovita, lahko rečemo, da je to, kar se mi zdi, da je tudi ena od zelo verjetnih hipotez, da je tudi zaradi podhranjenosti socialnega varstva, da je, bi rekel, ki je kronična in glede, smo tam nekje po številu zaposlenih v socialnem varstvu, nekje na evropskem dnu. Lahko bi rekla, da je to zaradi tega, zaradi neke slovenske mentalitete, da nas je strah pred spremembami, lahko pa tudi, da uporabim naslov knjige od Davida Brandona, da je bilo vse preveč inovacij, za resnih sprememb pa malo. Andreja je že v uvodnem pozdravu nekako oznaša zgodovino, ki pravzaprav, rečemo, je zelo dolga. Če vzamemo, da smo 67, da se je prva inštitucija začela preoblikovati, pa da smo danes prišli do tukaj, kjer smo, bi lahko rekla, da je to 45 let, ali koliko je, še več, je dolga doba. In zdaj, če se tako ozrem, to je pravzaprav nekje še daljša doba od kolikor sem jaz v službi, ampak če se ozrem takole nazaj, bi lahko rekli, veliko smo naredili, veliko se je dogajalo, imamo tudi kaj za pokazati, marsikaj o tem vemo, marsikaj smo tudi probali, ampak rečemo, tistega pravega rezultata ni. Zato je zelo pomembno ravno to, ta današnji dogodek in potem tudi naslednje zadeve, da pravzaprav stopimo skupaj in zares nekaj naredimo. Zdaj, mogoče je tudi za pogledati, kaj se lahko iz preteklosti naučimo. Že tam v 80-ih je bila pomembna dezinstitucionalizacija vzgojnih zavodov, ki je, bi rekel, tudi, kot smo videli pri številkah otrok, še nasti teh, ki so bili stanovalci vzgojnih zavodov, je zdaj v teh zavodih bistveno manj in tudi dosti teh zavodov je transformiran v stanovanjske skupine. Se pravi, rečemo, to je meni tak prva izkušnja, zelo pozitivna, rečemo, nekako, tudi, ki je spodbudila druge izkušnje, veliko je tudi doseglo. Ena dobra značilnost tega je, da so se na takih in podobnih posvetih vsi deležniki, vsi akteri dela z mladino srečevali vsako leto, tako da so se in sodniki in tožilci in policaji in socialni delavci in vzgojitelji v zavodih in tako naprej so se med sabo poznali, so imeli, bi rekel, kljub razlikam tudi en skupni jezik in tako naprej, tako da rečemo, nekako je to ena od stvari, ki je tudi za naučiti se iz tistega
iz tistega obdobja. Je pa, zdaj gledam nazaj, pa vidimo, da je tudi bilo tle tudi veliko pomanjkljivosti. Ena od glavnih pomanjkljivosti je to, da proces ni bil dosledno speljan. Imamo, bi rekel, še zmeraj trdo jedro inštitucij v Planini pa v Radečah, ki zgolj svojim obstojem determinirata prakso celo v šolah, ne samo v socialnem varstvu. Tisto, kar je tudi pomemben, je to, da rečemo, da v tem poskusu je bilo premalo tega, ker so kolegi prej rekli, nekega spremljanja v koraku ljudi in pa storitev po posebni meri. Tisto, kar je napaka v našem razmišljanju v socialnem varstvu, je to, da vedno govorimo o vključevanju ali pa namestitvi ljudi nekam. Ne, mi moramo obrniti logiko in pogledati, kaj ljudje prideti, zavzeti njihovo perspektivo, pogledati, kaj ljudje rado in potem to zagotoviti. Ne pa kako jih vključiti v tak ali pa drugačen program. Hmal zatem je bila tudi pol v 90-ih integracija v osnovne šole, ki je ostala, bi rekel, mogoče pretiravam na papirju. Tisto, da ne bomo... In pa tudi to bi lahko rekla, da je škoda, da se je nehala koordinacija, taka je prej obstajala, in tudi to, da rečemo, namest tega bolj socialnega modela, je še zmerom ustrajal nek psihopedagoški model, se pravi, kako ljudi popraviti, pa kako jim omogočiti boljše življenje. Druga taka pomembna izkušnja, saj zame, pa tudi mogoče še za marsikoga v socialnem varstvu, je bilo poskus oziroma delna dezinstitucionalizacija v Hrastovcu. Tudi je bilo zelo veliko uspehov, jaz sem rečemo nekako zelo ponosen na to, kar smo v tistih par letih skupaj s kolegi v Hrastovcu naredili. Naredili smo pa, bi rekel, zelo veliko, skoraj polovico ljudi nam je uspeli preseliti ven. Pokazali smo tudi, da lahko se preselijo in živijo boljše v skupnosti ljudje z najtežjimi prizadetostmi. Verjetno smo tega premalo naredili, ker se nam je potem vrnilo kot bumerang in to je ena od stvari, na katero moramo paziti. Razvili smo marsikatere metode in jih tudi izprobali. In seveda jih je treba še prej razvijati od načrtovanja ključnih delavcev, analize tveganja, mobilnih služb in tako naprej. Kar je zelo pomembno, v enem obdobju smo tudi ukinili uporabo prisilnih sredstev. Se pravi, v ustanovi, kot je Hrastovec, se pravi Zadnar, tam, kjer pridejo tisti, ki jih je najtežje oskrbeti, se da delati brez tega, da bi ljudi zabirali, zmanjšala se je poraba zdravil in tako naprej. Hkrati je bilo pa tudi več pomanjkljivosti, ki so tudi potrebovali k temu, da se je zadeva ustavila. Ena je bila to, da nismo bili sposobni narediti še tretji korak. Prvi korak dezinstitucionalizacije je demokratizacija same ustanove, druga je to, da se ljudi preseli, tretja je to, in ponovno se tudi to zgodi, da se preseli v neke zunanje enote, tretji korak je, da se živijo samostojno življenje. Tega v Hrastovcu nismo naredili. Deloma tudi zaradi tega, ker bi se moral bistveno spremeniti management, deloma zaradi tega, ker smo tudi zgoreli. Tisto, kar je hkrati dosežek, pa tudi slaba stran tega, ker smo delali v Hrastovcu, je namreč to, da smo vse naredili brez kakršnih koli dodatnih novih sredstev. To nas je pol na koncu tudi nekaj stalo, ker smo morali tudi zelo veliko stvari delati na zelo visokih obratih. Tisto, kar je tudi problem bil, da takrat, ko so stvari začele zastaviti, je zmanjkalo neke podpore in odločenosti, ki ne bi obstajala in ki upam, da danes je,
da se gre do konca. In pokazali se je tudi to, da zastoj, če se stvari ustavijo, da pomeni, da stvari grejo tudi nazaj. Tisto, kljub temu, da imamo to neslavni primat v biti prvak v stopnji institucionalizacije, pa lahko rečemo, da se v teh letih 90-ih in pa tudi še v prejšnjem desetletju veliko zgodili, da smo naredili veliko inovacij. Tisto, kar bomo videli, da glavne inovacije, ki so povezane z ravno tem, kar sem prej kritiziral, programi, kamor ljudi nameščamo, umeščamo, vključujemo. Se pravi, rečemo, to, kar bi lahko rekli umestne strukture. Manj smo bili uspešni pri razvijanju teh, filigranskih, posamičnih storitev, ki so, naj mi kaže Tanja, da sem eno minuto, da sem šele na začetku, vendar smo tudi na tem področju marsikaj naredili in lahko bi rekli, da v zadnjih desetletjih smo ustvarili neko tehnologijo, nismo pa ustvarili sistema. In to je vplivalo tudi na tehnologijo. Tehnologija, rečemo, je postala, bolj dopolnilo inštitucijam, kot pa nadomestek. To, kar smo od 90-ih mislili, da bo nadomestil, ni nadomestil inštitucij, ampak jih je zdaj dopolnil in posledično tudi samo delo v teh oblikah dela se odvija na čedalje bolj institucionalen način. Zdaj, tisto, kar bi jaz hotel reči, nekako tisto, kar je eno od osnovnih poant, ki dezinstitucionalizacije je ne samo geografska razpršitev, ampak in ne samo obrat kar je zelo pomembna zadeva, obe sta pomembne v odnosih moči med strokovnjaki pa uporabniki. Ampak gre tudi, bi rekel, za to, da se vrne človek v življenjski prostor v večjih pomenih te besede. Se pravi, rečemo, nekako tisto, ljudje, ki izgubijo moč odločanja v svojem življenju, postanejo predmet strokovnega dela, strokovnih intervencij. Dezinstitucionalizacija pomeni obrat tega in to lahko naredimo le skozi to, da se človek vrne ali pa ustvari svoj življenjski svet. Ne, da je del nekega sveta, ki ga ustvarjajo drugi. Človek mora živeti, ker tam v življenju ima moč. In to je tudi, bi rekel, to ni samo stvar, ki je pomembna za uporabnike, to je stvar, ki je pomembna tudi za strokovnjake. Namreč, mi smo tudi tisti, po eni strani, ki imamo moč, po drugi strani pa, ki rabimo moč za spremembe in ki moramo pravzaprav ne delati nekaj za to, da bomo dokazali neke rezultate, za to, da bomo izpolnili neke institucionalne zahteve, ampak za to, da bodo ljudje dejansko boljše živeli. Velikrat bomo govorili o samostojnem življenju. Tisto, kar je tudi pomembna zadeva, je to, da samostojno življenje ne pojmujemo kot neki, do koder človek mora priti, da bo šel ven iz zavoda, ampak ravno obratno. Mi moramo gledati na izhod ven iz zavoda kot na neki, kar omogoča samostojnost. In naša naloga je to, da najdemo, in včasih je to težko, to, kako ga lahko podpremo, da bo zares lahko samostojno odločil. Se pravi, rečemo, ni vprašanje, kdo je dovolj samostojen, da bo šel ven, ampak je vprašanje, kako bomo omogočili človeku, da bo šel ven in da bo postal samostojen. Hvala lepa.